Še enkrat prav lepo pozdravljeni, dragi učiteljice in učitelji. Hvala, da ste si vzeli čas in prišli v našo družbo na tole popoldne. Danes vam bomo predstavili digitalna učna gradiva EasyRocus za glasbeno umetnost. Moje ime je Tatjana Kupljenik, sem urednica za digitalna gradiva na založbi Rocus Klet. Z menoj pa je danes tudi učiteljica glasbene umetnosti gospa Ema Polanec, ki sodeluje pri snovanju teh digitalnih gradiv EasyRocus za glasbo in pa pri prenovi samostojnega delovnega zvezka in učbenika za glasbo za 6. razred. Kot učiteljica praktičarka vam bo ona najlažje predstavila prednosti in novosti naših novih učnih gradiv v digitalni obliki in jo zato kar prosim za kratko predstavitev. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kot je že Tatjana omenila, bom predstavila prednosti Easy portala. Učiteljem bodo na voljo 3 možnosti predstavitve snovi. Prva je klasična skozi PDF publikacijo, kot je sedaj na voljo na eRocusu. Druga možnost je tako imenovana long slide različica, kar je posebna novost predstavitvene oblike učnih enot. In tretja možnost so prezentacije za v razred. Prezentacije za razred bodo vsebovale povzetke teorije učne snovi za oporo učiteljevi razlagi. Vsebovale bodo poslušalske posnetke, dosegljive na klik, ter vključene interaktivne naloge s posnetki. Vse naloge vsebujejo tudi povratno informacijo o uspešnosti reševanja naloge. Dodane pa so tudi ideje in vzpodbude za ustvarjanje v razredu ter dodatne ideje za raziskovanje. V prvem letu bodo prezentacije predpripravljene s strani založbe, pripravlja pa se tudi možnost, da si jih bo učitelj lahko pripravil in oblikoval tudi po svoje. Pri glasbeno-ustvarjalnih nalogah, kjer učenec potrebuje klaviaturo, je le-ta umeščena tudi v prezentacijo ali samo učno enoto. V posamezni učni enoti pa bo na voljo zvočno posneto teoretično besedilo in bo na voljo učencem tudi pri delu doma oziroma pri samostojnem učenju. Vsi poslušalski posnetki so vključeni v gradivo poleg teorije in so dosegljivi s klikom. Dodane so naloge za utrjevanje in preverjanje znanja, ki so prenesene v digitalno obliko iz CDZ-ja. Učenec o reševanju dobi kakovostno povratno informacijo, učitelj in starš pa lahko statistiko uspešnosti reševanja tudi spremlja. Pri obravnavi bo učitelj imel možnost vklopa bele table in vnosa notnega črtovanja na tablo. Vsa ta gradiva pa delujejo na vseh napravah, se pravi na telefonu, tablici, prenosnem računalniku ali interaktivni tabli in je omogočen tudi dostop brez internetne povezave. Dodatne prilagoditve in pomoč učencem pa so avdioposnetki teoretičnih besedil ter skrajšano glavno besedilo, ki odgovarja na vprašanja iz rubrike Ponovi. In je lahko namenjen uporabi za učence s posebnimi potrebami, za uporabo pri krajšem ali hitrejšem obravnavanju določenega poglavja, za lažjo selekcijo posameznih glasbenih tem, ki jih želimo podrobneje obravnavati, ali pa na primer za uporabo zapisa v zvezek, kajti čas v razredu hitro mine in ga lahko potem namenimo več glasbenim dejavnostim. Za učence tudi na Easy portalu, tako kot v CDZ-ju, ostajajo stalne rubrike, ki so odebeljeni pojmiki učencu, omogočajo prepoznavanje ključnih pojmov v besedilu, anekdote in zanimivosti, ter rubriki Ponovi in povzetek. V rubriki Ponovi so vsebovana vprašanja za utrjevanje in obravnavo snovi, ter rubrika Povzetek pa res kratek povzetek poglavja, ki zajame bistvo obravnavane teme. Rubriki Ponovi in povzetek sta fizično ločeni od glavne učne enote. Easy portal omogoča tudi posebne prilagoditve, ki bodo zelo uporabne za učence s posebnimi potrebami. To so barvne podlage, spreminjamo lahko iz svetle na temno, lahko prilagodimo velikost črk
lahko povečamo razlike med vrsticami. Potem na voljo so audio posnetki daljših besedil ter skrajšana in enostavnejša besedila. Hvala lepa, Ema. No, to je bilo zdaj zagotovo kar veliko informacij, takole teoretično samo za poslušati, pa predlagam, da si vse tole, kar je Ema sedaj naštela, tudi v živo pogledamo na samem portalu. Tole je vstopna stran na naš portal EasyRocus. Do nje pridete tako, da v brskalniku preprosto vtipkate EasyRocus in potem na prvem zadetku se vam odpre ta vstopna stran, v katero se morate seveda na začetku prijaviti. Če ste že naši uporabniki na kateremkoli našem portalu, bodisi na portalu eRocus ali eRocus Plus, se preprosto prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate tudi za druge naše portale. Se pravi, za vse naše portale je isto uporabniško ime in geslo. Po sami prijavi se vam tule zgoraj izpiše vaše ime in vaš email naslov, še en znakec nekega avatarčka in potem še nekatere funkcije, ki jih bomo pa malce kasneje podrobneje razložili. Bistveno, kar je, ko vi vstopite na naš portal, je, da tule zgoraj lahko izberete ali predmet, pa imate sortirane publikacije po predmetu ali razred in lažje dostopate do svojih gradiv. Jaz sem kar pustila brez filtrov in bom pokazala, kako so vsa naša gradiva sedaj prikazana po razredih. Trenutno imamo na ogled za glasba danes in nekoč 9, se pravi, jo bomo našli pod 9. razredom in s klikom na tole ikono naše publikacije se vam že odpre sestava publikacije. Ta sestava je enaka, kot je v samem tiskanem gradivu, SDZ-ju, razdeljena na posamezna poglavja, do katerih lahko že od tule neposredno dostopate in odprete samo vsebino. Lahko pa odprete tudi s temle gumbom Odpri. In ko kliknete na ta gumb, se vam odpre naša publikacija, naslov ima Glasba danes in nekoč in ta publikacija ima že pod naslovom našteta vsa poglavja. Do njih lahko preprosto vstopate tako, da kliknete na naslov posameznega poglavja. Zaenkrat vam je na voljo odprto že celotno prvo poglavje, uvodne enote. Znotraj poglavja uvodne enote imamo 5 učnih enot in že v samem odprtem poglavju lahko dobimo kratek vpogled v te učne enote in v njihovo vsebino. Če pa eno od njih izberemo in kliknemo na njen naslov, pa jo že odpremo. Za predstavitev smo izbrali eno drugo enoto, ne iz prvega poglavja, to je enota iz drugega poglavja, odtis zvočne barvitosti, impresionizem. Pa preden pogledamo vsebino, se dotaknimo še menija. Zgoraj, kot vidite, imamo en takle širok pas in v tem širokem pasu imamo celotno publikacijo prikazano zelo na pregleden način. Tole je ime našega gradiva, tule so poglavja in če odpremo tale trikotnik, bomo lahko videli vsa poglavja v naši publikaciji. Če pa odpremo trikotniček pri sami enoti, pa bomo videli vse enote, ki so del tega poglavja. In tako lahko kadarkoli med šolsko uro tudi prehajamo med posameznimi vsebinami. Ema je že prej vam predstavila, da lahko vsebino v razredu podajate na 3 načine, in sicer v Easyju bo najbolj pogosto uporabljena tako imenovana long slide različica, to je tale največja različica, ki vsebuje vso vsebino ene učne enote, ki jo imate v SDZ-ju ali učbeniku v obliki tako imenovanega long slida, se pravi drsnice, ki
vsebuje toliko vsebino, kolikor je noter naložimo. Se pravi, ene enote so daljše, bo ta vsebina daljša, pri krajših enotah pa krajša. Vanjo je vključeno čisto vse, vsa teorija, vse naloge in vse rubrike. Pa poglejmo kar od začetka, kako izgleda po vrsti. Pod naslovom imamo izpisane ključne pojme, ki se bodo v tej učni enoti obravnavali, potem so našteti skladatelji, ki se bodo obravnavali v tej učni enoti, potem pa se začne teorija. V tej teoriji so vedno poudarjeni z rdečo ključni pojmi, ki so zgoraj posebej izpostavljeni. Ema je omenila, da je vsa glasbena teorija tudi zvočno posneta, se pravi, vse tiskano besedilo teoretično bo imelo zraven takole ikono za poslušanje in s klikom nanjo bomo lahko poslušali posnetek. Impresionizem je umetniška strokovna smer. Poleg tega pa vsa teorija bo imela tudi skrajšana besedila. Ema je tudi že povedala, zakaj vse so uporabna, in ta besedila vsebujejo res tisto najosnovnejše znanje, ki ga boste potem lahko tudi v skrajšani obliki uporabili. Res tisti samo ključni pojmi. Kaj še? V samih enotah so tudi slikovna gradiva, tukaj na bistveno večjem formatu, v galerijah tudi nekaj več slik je dodanih kot v tiskanih gradivih. Ostajajo tudi vse rubrike iz tiskanega gradiva, anekdota, minuta za razmislek in pa glasbeni slovarček. Naj omenim pri tem glasbenem slovarčku ne samo, da so glasbeni pojmi takole izpostavljeni v sami učni enoti, ampak tile glasbeni pojmi se pojavijo tudi v slovarčku celotne publikacije, se pravi, se posebej nalagajo v glasbeni slovarček, kar vam malce kasneje pokažem. In pa v samem teoretičnem delu so tudi predlogi za samostojno delo. Zdaj, kadar so take naloge, da se jih je dalo pretvoriti v digitalno obliko, so te naloge tudi v digitalni obliki, na primer po poslušanju, označba nekaterih glasbil, ki so nastopala ali niso nastopala v poslušanem posnetku in podobno. Vsi glasbeni posnetki so dosegljivi s klikom, se pravi, ko pridete do glasbenega posnetka, vas pozdravi tale znak, potem pa s klikom na trikotnik ta posnetek lahko poslušate. Tule imamo zopet skrajšano besedilo, enako tudi tule, pa posneto besedilo, anekdoto, minuto za razmislek in tako naprej. Kar nekaj teh interaktivnih nalog, da se jih da rešiti v digitalni obliki. Čisto na koncu pa imamo razdelek, ki nas popelje na zaključek enote, ki je pa posebej ločena, in v tem zaključku se pa potem skriva rubrika Ponovi, rubrika Povzetek in rubrika Za več. Prej sem že omenila glasbeni slovarček. Tule na levi strani imamo eno ikono meni, ki je prej na začetku še namenoma nisem pokazala. V tem meniju se skriva pa druga oblika učne snovi, to je listalnik. Tega ste navajeni že z i-Rokusa. Bo zelo podoben obstoječemu i-Rokusu. S časom mu bomo dodali tudi povezave na posamezne naloge, pa integrirali vanj tudi vse glasbene posnetke. Potem pa je tukaj tudi audioteka. Ta bo zelo koristna za učitelja, ko bo želel ponavljati ali pa mogoče do določenega glasbenega posnetka, ki ga je že obravnaval, pa da ga ne bo iskal po posamezni učni enoti. Tukaj bodo lepo po poglavjih in po enotah vsi obravnavani glasbeni posnetki zbrani in že
tudi na voljo za neposredno predvajanje. Potem v tem meniju tudi glasbeni slovarček, ki sem ga že prej omenila. Se pravi, vsi pojmi glasbeni, ki se bodo obravnavali v posameznih učnih temah, bodo vključeni v slovarček in ta slovarček bo urejen po abecednem seznamu in potem boste lahko tudi posamezni pojem poiskali direktno iz slovarčka, kje se pojavlja. Se pravi, tale capoeira se pojavi v glasbenih utrinkih iz različnih koncev sveta in s klikom na tole enoto vas bo že predstavilo v to učno enoto. V tem meniju levem stranskem pa so še rezultati uspešnosti reševanja, to je Learning Management System. Tole je rezultat moje uspešnosti reševanja v tej publikaciji, ki kaže, kako uspešno sem rešila lažje naloge, srednje težke naloge in težje naloge, koliko teh nalog sem že rešila znotraj publikacije, vi pa boste to lahko spremljali tudi za svoje učence. To pa boste lahko naredili tako, da boste ob prijavi vstopu v Easy tule zgoraj kreirali svoj razred. Moja družina je namenjena staršem, če imajo več uporabnikov na portalu EasyRoku, zdaj ni potrebno kreirati dostopa za vsakega posebej. To je moja družina, moji razredi pa je namenjena učiteljem. In takole preprosto bo učitelj dodal svoj razred, izbral regijo, z katere prihaja, kraj in potem šolo in potem skozi par korakov ustvaril svoj razred in v svoj razred, potem ko je kreiran, lahko vnesete tudi učence. Pravi, jaz sem že dodala si tole gradivo, potem pa lahko povabim učence s takole kodo in oni se potem lahko pridružijo temu vašemu razredu in če se pridružijo, boste potem lahko tudi njihovo uspešnost spremljali. Toliko na kratko. Zdaj pa še posebna orodja za učitelja. Verjetno ste že opazili tule ob strani, da imam orodno vrstico. Ema je že kar nekaj prilagoditev in orodij omenila. Ta orodna vrstica se lahko poljubno prestavlja po višini zgoraj, na sredini ali spodaj in potem tudi na sredino, spodaj ali na levo stran, kar je zelo uporabno na interaktivnih tablah. Tudi meni, ki sem ga razlagala tule zgoraj, lahko prestavimo na spodaj, da nam bo bolj dostopen, kadar smo neposredno v razredu pred učenci. Potem pa so tu še druga orodja. Glede samega prikaza imamo več možnosti, in sicer, da besedilo povečamo, da je bolj berljivo, zlasti na večjih ekranih. Potem lahko dislektiki s klikom vklopijo font, se pravi pisavo za dislektike in se jim bo celotno besedilo na celotnem portalu takoj spremenilo v to njihovo pisavo. Potem naslednja možnost je, da pretvorimo črke iz malih tiskanih v veliko tiskano besedo in pa še ena možnost postavitve v temni različici, ki je mogoče kdaj bolj prijazna za oko, pa takrat, kadar imamo zelo svetlo učilnico, pa se dobro ne vidi na tablah, kar je pogosto problem v učilnicah, pa se lahko izbere temnejša različica. V tej se tudi zelo dobro vidijo vsi ključni pojmi v obravnavani učni enoti. Potem v tem meniju je možnost še dodajanja zaznamka, možnost iskanja ključnih pojmov znotraj vsebine in pa ena zelo pomembna stvar, to je pa tista tretja oblika predstavitve učne snovi v obliki prezentacije. Tole ikono imajo v meniju samo učitelji. Za tole uvodno enoto drugega poglavja odtis zvočne barvitosti
imamo 19 slajdov, se pravi 19 drsnic z vsebino. Seveda ta vsebina ni popolnoma enaka tisti v long slide različici, ampak je bolj po meri učitelja, da je podpora njegovi razlagi v razredu. Zapisane so samo alineje s ključnimi pojmi, integrirani so poslušalski posnetki, bistvene stvari o skladateljih, integrirano imamo že tudi klaviaturo, ki ima možnost predvajanja 5 različnih inštrumentov. Tudi interaktivne naloge so vključene, razne galerije slik. Tako da to je narejeno, potem pa za samo predstavitev v učilnici. In te prezentacije so pa namenjene samo učitelju. Do njih ima dostop samo učitelj. Tako. Se pravi, do predstavitve učitelj v predstavitev vstopa skozi ta stranski meni. Kadarkoli med samo obravnavo učne snovi je mogoče tudi uporaba pisala, da kaj bolj poudarimo, ali pa vklop bele table, na kateri lahko poljubno kakšno stvar zapišemo, ali pa nanjo uvozimo na primer notno črtovje, ki ga lahko tudi povečamo, tako da res lahko uporabimo ta orodja za vsak predmet posebej tisto, kar nam najbolj pride prav. V tem meniju imamo potem še izbiranje učenca. Vkolikor boste kreirali svoj razred, boste potem s klikom na izbiranje učenca izbrali določenega učenca, ki bo morda prišel k tabli, rešil kakšno interaktivno nalogo, pa se mu bodo točke potem pripisale na njegov račun v reševanju, uspešnosti reševanja. Potem lahko tudi posamezno stvar na portalu, se pravi v enoti damo v ospredje. Ko izberemo gumb ospredje, se nam pojavijo takli znakci in ko ga izberemo, nam to nalogo posebej takole fokusira, da so učenci bolj pozorni samo na ta delček učne snovi. In pa tule je še možnost za deljenje, pa katere tiskane izdaje so na voljo. Tako da tole je na kratko en pregled skozi sedaj vsem dostopno vsebino, torej lahko se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki ga že uporabljate na našem portalu, lahko pa tudi se na novo registrirate in boste imeli dostop do tega gradiva, ki je sedaj že na voljo. Zdaj pa, če se vrnemo še nazaj na prezentacijo, zagotovo vas zanima, kdaj bo vse to dostopno, vsa vsebina. Mi se bomo potrudili, da do sredine avgusta kreiramo vsa digitalna gradiva za 6., 7., 8. in 9. razred in jih bomo sproti objavljali na našem portalu. Zdaj za vas pa imamo še informacije o cenah za prihodnje šolsko leto, ker vemo, da ste sedaj v procesu odločanja, katera gradiva boste v prihodnje uporabljali. Redna cena posameznega gradiva, se pravi posamezne publikacije, je 9 € za eno šolsko leto oziroma za koledarsko leto za 365 dni. V naslednjem šolskem letu pa bo ta cena promocijska in bo samo 5 €. Seveda pa tu obstajajo različne tudi dodatne možnosti, in sicer prva možnost je, da boste, če ste že naši naročniki ali pa boste uvrstili v seznam gradiv samostojni delovni zvezek ali učbenik ali delovni zvezek, boste v tem primeru za digitalno gradivo dobili dodaten popust. Takole, učenci, ki bodo uporabljali naš delovni zvezek ali SDZ, samostojni delovni zvezek, bodo dobili 50% popust
na promocijsko ceno dostopa, ki je navedena v ceniku, in bodo tako to digitalno gradivo prejeli za dodatnih 2,5 evra. Učenci, ki uporabljajo pa učbenik in ga imajo preko učbeniškega sklada, pa bodo dobili 20% popust, kar pomeni, da bo digitalna različica gradiva na voljo za 4 evre za celotno šolsko leto. Učenci, ki pa ne uporabljajo naših gradiv, pa bodo dobili gradivo po promocijski ceni, ki je bila malo prej predstavljena. Učitelj bo dobil brezplačno celoletni dostop do naših gradiv, vkolikor bodo učenci naročniki digitalne različice bodisi s 50% ali z 20% popustom. Tole sta še dve najpogostejši vprašanji, ki nam jih tudi zastavljate. Kako učenec kupi dostop do zbirke Irzirokus in unovči popust, če uporablja že naš SDZ ali učbenik. Se pravi, če bodo že uporabljali to, bomo na šolo poslali kupone s 50% popustom na ceno dostopa za Irzirokus, ki bodo učenci ob nakupu delovnih zvezkov ali SDZ-jev unovčili v knjigarni, oziroma kupone z 20% popustom na ceno dostopa, če bodo učenci uporabljali naš učbenik. Drugo pogosto vprašanje je, kako učenec kupi dostop do zbirke Irzirokus, če ne uporablja naših tiskanih gradiv. Za te učence pa bo v prosti prodaji na voljo posebna ovojnica z EAN kodo, ki bo vsebovala aktivacijsko kodo za dostop do portala in se bodo lahko sami registrirali in aktivirali ta kupon. Potem pa še možnost dve. Če na seznam obveznih gradiv za učence učitelji ne boste uvrstili zbirke Irzirokus, pa boste vseeno želeli uporabljati dostop zase in za rabo v razredu. V tem primeru pa je cena 99 evrov za dostop za učitelja za en razred in potem za več razredov za 150 evrov, za 3 200 evrov in za vse 4 razrede 250 evrov, kar pomeni, da potem bo učitelj neomejeno uporabljal za vse 4 razrede celo leto. Tole je pa še tretja možnost za vsa interaktivna gradiva naše založbe za posamezni razred. To bo pa na voljo kot komplet interaktivnih učbenikov za 6., 7., 8. ali 9. razred. To pomeni, če se pa dogovorite za uporabo teh gradiv skupaj z vašimi kolegi na šoli, in v tem primeru je pa cena 36 evrov za vsa gradiva znotraj posameznega razreda. Vzorčna vsebina pa, kot sva že povedali, je dostopna na portalu Irzirokus kadarkoli do konca tega šolskega leta. Po e-pošti boste dobili tudi še posebej obvestilo o tem, kako se na tem portalu registrirate, kako aktivirate brezplačni dostop. Seveda pa so vam na voljo tudi vsi naši zastopniki in svetovalci, ki jih najbrž že poznate in na katere se tudi lahko kadarkoli obrnete za kakršnokoli vprašanje ali pomoč. Tako. To je na kratko predstavitev. Sedaj pa, če imate kakšno vprašanje, vam lahko še odgovoriva. No, če vprašanj ni, ali pa če morda jih nočete sedaj izpostaviti, nam jih lahko zastavite tudi kasneje ob izhodu iz tega našega webinarja, vas bo obrazec vprašal, če želite dodati še kakšno vprašanje, pa nam ga tam zapišite, pa bomo potem posebej odgovorili. Kakšna bi bila najprimernejša kombinacija uporabe gradiv v razredu?
To bom pa kar Emi prepustila. Vprašanje bo najlažje povedala. Jaz bi kot pač iz mojih izkušenj predlagala uporabo samostojnega delovnega zvezka v kombinaciji z EasyLocusom za glasbeno umetnost. Zdaj za druge predmete pa nimam izkušenj. Ali pa kombinacijo učbenik pa Easy gradiva oziroma Easy portal za učence. Res je zelo enostavno, na Easy portalu imate vse na enem mestu. Tudi učenec z enim klikom, ko se bo prijavil na portal, bo imel vse spravljeno. Ne bo mogel založiti ali pa uničiti CD medija in bo s klikom v bistvu dostopal do čisto vse vsebine. Še eno vprašanje, ali se da tudi kopirati in printati iz tega digitalnega delovnega zvezka? Kopirati v kakšnem smislu, ker kopiranje je načeloma prepovedano, lahko pa pokažem, zdaj trenutno nimamo, bom sam trenutek, kako bo izgledala pesmarica. Bom pokazala še delovno različico, ker vas to verjetno zanima. Vsaka skladba bo na kot svoja učna enota. Takole imamo primer Muska, Murat and Jaws in je potem prikazano besedilo. Zdaj pa moram najti eno z samimi notami, tako pa izgleda z glasbenim zapisom. Seveda se vse to lahko tudi ustrezno potem poveča za predvajanje na tabli. To je res zelo uporabno tudi v sami prezentaciji ali pa v long slidu. Učitelj z pomočjo CTRL tipke, kontrol tipke in miške lahko vse poljubno veča, pa se s tem kvaliteta popolnoma nič ne zmanjša. Tako da to. Še kakšno vprašanje bilo? Trenutek. Kakšna bi bila to smo imeli? Ali so v digitalni obliki tudi pesmi smo imeli? Kaj pa v primeru, da se Easy portal odloči samo polovica razreda? Kako je potem z učiteljevim dostopom? To pa je vprašanje že za našo prodajo, tako da za tak primer nam prosim pišite posebej po elektronski pošti, pa vam bomo odgovorili oziroma bodo odgovorili tisti, ki so za to odgovorni, tako da na tole ne morem zdajle odgovoriti. A je še kakšno drugo vprašanje morda? Če ni, potem se vam prijazno zahvaljujem za vašo družbo in za pozornost in vas lepo pozdravljam. Nasvidenje. Nasvidenje.